Športna zveza občine Slovenska Bistrica je v petek 16. februarja v Viteški dvorani gradu slovesno razglasila najboljše športnike za leto 2023. Podelili so priznanja za športnico in športnika leta. Podelili pa so tudi priznanja kolektivu leta, perspektivnim športnicam in športnikom, perspektivni ekipi leta, športnim delavcem in posebno priznanje za športne dosežke in jubileje. Pokal za naziv športnico leta je tretji zapored šel v roke športne plezalke Lucije Tarkuš. Lucija Tarkuš je ena izmed najboljših slovenskih športnih plezalk. Članica alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica si je tretjič zapored prislužila naziv najboljše športnice leta v občini. Lani je na svetovnem članskem prvenstvu v švicarskem Bernu osvojila 18. mesto. Nastopila je tudi na več tekmah svetovnega članskega pokala. Najboljša, 9., je bila v francoskem Briançonu. 14. mesto je osvojila v avstrijskem Innsbrucku. 15. je bila v kitajskem Wujiangu. 24. v francoskem Chamonixu. Tekmo v ameriškem Salt Lake Cityju pa je končala na 29. mestu. Na tekmi državnega prvenstva za članice v Log-Dragomerju je zasedla 2. mesto. Lucija Tarkuš je članica slovenske reprezentance in kategorizirana športnica mednarodnega razreda. Njen trener je Gorazd Hren. Leto 2023 je bilo kar pestro, bilo je veliko tekem, sezona je bila tudi kar dolga, bilo je nekaj super rezultatov, na katere sem zelo ponosna in tudi nekaj slabših, ampak če potegnem črto, je bila zelo uspešna sezona. Kaj je zate največji izziv leto? Rada bi rekla, da so olimpijske igre, ampak tega žal ne morem reči, ker smo mogli čez lansko leto zbirati točke, da bi se lahko zdaj uvrstil na te kvalifikacijske turnirje. Meni je za 7 točk zmanjkalo, tako da je res za las, da bi šla na te kvalifikacijske turnirje. Tako da bom na olimpijske igre mogla počakati na leto 2028 in upam, da bom takrat lahko uresničila moje olimpijske sanje. Zdaj za to leto pa imam potem druge cilje, kot so letos tudi evropsko prvenstvo v vseh disciplinah in pa upam, da se mi uspe tudi uvrstiti v finale svetovnega pokala. Judoist Vito Dragič je že 6. in hkrati 5. zapored najboljši športnik v občini. Vito Dragič je že 6. in hkrati 5. zapored najboljši športnik v občini. Član judo kluba Impol je tudi v preteklem letu dosegel kar nekaj vrhunskih dosežkov. Z ekipo Impola je osvojil naslov ekipnih državnih prvakov in zmagal na turnirju za pokal pohorskega bataljona v Slovenski Bistrici. Sodeloval je na svetovnem prvenstvu v Katarju v Dohi in na evropskem prvenstvu v francoskem Montpellierju. Izkazal se je tudi na turnirjih za Grand Slam. Med drugim je v Abu Dhabiju, v Združenih arabskih emiratih in Parizu osvojil 9. mesto. 9. je bil tudi na tekmi Grand Prixa v portugalski Almadi. Poleg tega je osvojil 3. mesto na evropskem pokalu v Sarajevu in 5. mesto na odprtem prvenstvu Oceanije v avstralskem Perthu. Vito Dragič je kategorizirani športnik mednarodnega razreda in član slovenske reprezentance. Njegov trener je Filip Leščak. Samo leto ni bilo najboljše, ker če bi bilo malo boljše, bi bil malo više po kvalifikacijski lestvici. Tako pa bo treba leto še stisniti zobe pa probati te točke poloviti. Tako da želel sem kakšno medaljo ali dve več na določenih tekmah oziroma boljše rezultate, ampak vse ni išlo po mojih planih. Kljub temu sem si rekel, da pri naslednji poškodbi neham. Sem lani imel spet eno operacijo in sem se spet vrnil, tako da nekako ne morem predčasno nehati, kot vsak športnik lahko pove, ko te nekaj žere, ti greš in sem rekel, da moram probati do konca izdržati.
Vito, Pariz torej čaka mesto ljubezni, kot smo danes slišali tukaj na tej razglasitvi. Kaj torej potrebno sedaj postoriti do tega Pariza? Ja, Pariz čaka, upam da me ne bo predolgo čakal, ampak ja, glih pred kratkim smo imeli predstavitev olimpijske reprezentance, kjer smo tudi videli, kako bo potekala slovesnostna otvoritev in me res lahko rečem počgalo oziroma mi je še toliko bolj napolnilo možgane, da res moram se potruditi in priti tja. Čakajo me turniri, seveda, zdaj prvi turnir je po vsej verjetnosti v Avstriji, drugi turnir potem je že kar blizu Evropsko prvenstvo, imamo še, se pravi, skoraj vsak vikend imamo tekme, treba najti prave, ker na vse enostavno ne moramo iti, potuješ, od tedna potuješ 4 dni, 3 dni ti ostane mogoče za nek trening in ne mogoče formo držati, da moramo res izbrati prave tekme, katere točno še zdaj ne vem, ampak zagotovo grem v Avstrijo, Turčijo, Evropsko prvenstvo imamo v Zagrebu, kar je super, je blizu, in potem svetovno prvenstvo v Abu Dhabiju. Te zagotovo vem, da grem, bomo pa preko slej še videli, kam bo še treba skočiti. V konkurenci za športnika leta sta priznanje prejela tudi član atletskega društva Slovenska Bistrica Nino Celec, ki dobro okreva po poškodbi. Nogometaš Lan Vidmar pa je odlično odigral drugoligaško sezono za KTM Impol Bistrico. V konkurenci mlajših kadetov in mladincev je bilo 12 perspektivnih športnikov, ki so prišli iz različnih športov: košarke, boksa, atletike, kegljanja, smučarskih skokov, twirlinga, alpinizma, juda, odbojke in futgolfa, kjer je bila med nagrajenimi tudi Triša Zec. Sem zelo vesela, da sem dobila to priznanje. To mi veliko pomeni. To sem dobila zato, ker veliko treniram pri futgolf. Zelo je težko tudi to delati, futgolf. V konkurenci perspektivnih športnikov so priznanja za dobre rezultate v kategoriji starejših mladink in mladincev prejeli 4. Iz atletskega društva Klemen Modrijančič in Zala Weber. Iz nogometa je priznanje prejel Aljaž Gril, iz judo kluba pa Primož Jug. Prav tako so organizatorji podelili 4 priznanja perspektivnim ekipam: košarkarskemu klubu Bistrica U16, nogometnemu klubu Bistrica U15, odbojkarskemu klubu Bistrica Kadetinje in boks klubu Slovenska Bistrica. Po priznanja za kolektiv leta so na podelitveni prostor prišli tudi judo klub Impol, atletsko društvo Slovenska Bistrica, alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica, nogometni klub KTM Impol Bistrica in šahovski klub Impol Slovenska Bistrica. Brez zaslužnih športnih delavcev pa tudi športa ne bi bilo. Filip Leščak, judo klub Impol, Marija Špes, kegljaški klub Impol, Leopold Rozman, nogometni klub KTM Impol Bistrica, Tadej Horvat, košarkarski klub Bistrica, James Marjan Tomazin, šahovski klub Impol, Toni Jugovec, odbojkarski klub Bistrica, Stane Zajšek, nogometni klub Spodnja Polskava in Ranko Leskovar, atletsko društvo Slovenska Bistrica. Posebna priznanja ob zavidljivih jubilejih pa so prejeli atletsko društvo Slovenska Bistrica za 40 let delovanja društva, nogometni klub KTM Impol Bistrica za 65 let delovanja kluba in Mateja Tomazini za 20 let dela v šahovskem klubu Impol. V okviru prireditve so predstavili tudi 16 športnikov, ki uspešno nastopajo v drugih slovenskih klubih in drugod po svetu. Od teh je na prireditvi bil tudi košarkar, slovenski reprezentant Bine Prepelič, ki ga skupaj s kolegi iz reprezentance čaka kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Ampak ja, fokus je prvo na ta cikl za kvalifikacijo za Evropsko prvenstvo in pa potem po končanih sezonah se treba pripraviti v zelo kratkem času, saj se sezone končujejo v juniju, torej v začetku julija pa so že kvalifikacije za olimpijado in se nekako pripraviti, da se ponovno kvalificiramo na olimpijado, na olimpijske igre v Parizu.
Na prireditvi je svoje videnje uspehov polno slovenskega športa predstavil tudi nekdanji vrhunski alpski smučar Rene Mlekuž. Fajn, da ste nam dali stole, ker če bi stala, bila velika razlika. On je velik, jaz mali, ampak verjamem, da imamo oba veliko srce in mislim, da nas to najbolj krasi. Po 33 letih uspešno zaključenega dela generalnega sekretarja Judo zveze Slovenije se je Franc Očko ozrl na nastop na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 1984. To je že res daleč nazaj s Filipom, ki je tudi danes tukaj, smo bila cimra na teh igrah. Ne glede, da je bil bojkot tega sovjetskega dela, se v našem športu kaj dosti ni poznalo. Takrat so bili moče vzhodni Nemci in pa Rusi tisti, ki so tudi korili sam svetovni vrh, ampak niso pa manjkali Japonci, pa Korejci, pa vsi ostali, ki so tam večino probirali, tako da, ampak vseeno smo takrat, Filip je bil pravzaprav do pragu medalje, jaz sem izgubil v četrtfinalu, teda smo kar, mislim, dobro zastopali takrat jugoslovanske barve. Priznanja najboljšim v športu za minulo leto so podeljevali in jih hkrati tudi pozdravili predsednik Športne zveze Bojan Fajs, župan dr. Ivan Žagar, v imenu skupine Impol kot generalnega sponzorja Irena Šela in podpredsednik Olimpijskega komiteja Miran Kos. Žal pa je v bistriški šport leta 2023 posegla tudi žalostna novica, kajti v 70. letu starosti je umrl paraolimpijec strelec Franc Pinter. Na 8 paraolimpijskih igrah je osvojil 4 kolajne, od tega 3 srebrne in 1 bronasto. Za glasbene točke pa so poskrbeli člani skupine glasbene šole iz Slovenske Bistrice in vokalna skupina Bleščice. Prireditev pa je povezovala Anja Sinič. Po končani prireditvi pa smo pred našo kamero povabili tudi trenutno najbolj vroče nogometno ime bistriškega konca, Lana Vidmara. Odšel je v Maribor, torej vijolični dres je zdaj njegov in Lan, čestitke, tale sprememba verjetno tudi na tebe ni pustila ravnodušnega. Kaj bi dejal, nekaj besed torej o tem uvodnem delu? Pa seveda, če bi me eno leto nazaj vprašali, če bom igral v prvi ligi, bi rekel ja, če bom pa igral v Mariboru, bi pa vsekako rekel, da ne, tako da občutki so res fantastični za mene, za celotno družino, mislim, da tudi en ponos za mesto, tako da samo trdo delo zdaj in uspehi prijajo sami. Lan, ko ste igrali tukaj polfinale slovenskega pokala leta 2023 v Slovenski Bistrici, si mi v intervjuju dejal, kako lepo je igrati proti Mariboru in da moraš imeti čas, da igraš proti Mariboru. Danes pa igraš za njega, odigral si že tudi prvo ligaško tekmo proti Aluminiju in fenomenalna zmaga 7-0. Seveda, vedno je lepo igrati proti Mariboru, še lepše igrati za njega, tako da tu je ena pozitivna stvar. Ja, 7-0, prva tekma. To je, mislim, da sanjski debi, edino boljše je bilo, če bi še zabil, ampak meni je glavno, da nismo prijeli gola, tako da moje delo je bilo oddelano, lahko rečemo perfektno, tako da jaz sem za prvo tekmo izredno zadovoljen. Kako trener Ante Šimundža sedaj gleda na te in tudi ostali soigravci, odigravci tole prvo tekmo, ali si na tisti pripravah, ki ste bili v Turčiji, imel kaj pomislekov, bo šlo prvi zasedbi ali ne boš, ali ti je bilo nekako vseeno? Pa vseeno vsekakor ni bilo, ampak že ko sem podpisal za Maribor, so vsi družinski člani skeptični, ja, pa se so me to lažili, pa se če ne boš takoj začenjal, pa počasi in jaz sem rekel, ne, jaz sem vedel od prvega dneva, ko sem podpisal, jaz bom šel tja, jaz si bom pokazal, čega sem sposoben, jaz verjamem sebe, jaz sem sebi vedel, da bom igral od začetka in kak bi rekel, zvezde so se mi poklopile, mislim, da sem kazal izredno dobre predstave na pripravljenih tekmah in če se mene vpraša, zasluženo prva postava.
Oziroma se še nazaj torej na Slovensko Bistrico, torej steber obrambe si bil v Slovenski Bistrici, ne samo steber, tudi kapetan ekipe in dejansko tisti motor ekipe, ki je dejansko poganjala tale drugoligaški ples. Kako se spomniti torej bistriškega nogometnega plesa? Pa Bistrica je en klub, ki sem naredil prve korake. Mislim, da sem jaz rastel z klubom, začeli smo trenirati, se spomnim, z 6. letom, ki se sploh ni bilo umetne trave, še sploh ni bilo dobenega objekta, tako da jaz sem zrastel, klub je zrastel in tu sem se naučil vseh svojih prvih korakov in tudi prvih članskih korakov, bi lahko temu rekel, tako da je pa zdaj prišel čas, kjer sem prerasel svoje okolje in našel novo sredino, je pa vsekakor vedno neki lep spomin, neki čustven dogodek, vedno, ko se vrnem in vsekakor bom obiskal vsako tekmo, kjer bom lahko in zavedno navijač Bistrice. Danes pa si tudi tale pogovor imamo na tej prireditvi Športnik leta občine Slovenska Bistrica za leto 2023. Dobil si tudi priznanje. Kakšno je tvoje mnenje o tej prireditvi in tem priznanju, ki si ga danes prejel? Vsekakor to je za mene prvič, jaz se navajam zdaj teh kamer, teh prireditev, vabil, to je zaenkrat vse novo, mislim, da mi za zdaj še gre okej. Je neka posebna čast, da vidi okolje tudi, da prepoznajo tvoj trud, uspehe, tako da jaz mislim, da smo na pravi poti, ne samo jaz, tudi vsi zbrani športniki tukaj so pokazali ogromno in mislim, da Slovenska Bistrica je mesto športa. Kje vidiš Maribor in tebe v prvi zasedbi na koncu prvenstva? Pa na koncu prvenstva je težko reči, da bomo prvaki. Mislim, da se dela vse, ta sezona se pripravlja za drugo sezono. Ni še izgubljena, vsekakor je tu še pokal, vsekakor je tu še Evropa. Upam pa, da bomo na koncu pred Olimpijo, to je prvi cilj, in napadli to drugo mesto. Če se pa zgodi čudež, pa seveda za prvaka še tehnično mogoče, ampak je zelo težko. Za izjavo prireditve pa je poskrbel nekdanji vrhunski alpski smučar Rene Mlekuž, ko je dejal, vrnil se bom v domači kraj. In tako je nastal tale zanimiv pomenek. Kakšna je tista nostalgija za Slovensko Bistrico danes? Nostalgija je zmerom. Kadarkoli pridem domov oziroma zavijem iz avtoceste za domač kraj, za Slovensko Bistrico, mi srce kar zaigra. Vedno se lepo vrnem domov. Moram reči, da starejši, ko sem, se raje vračam domov oziroma bolj pogrešam Slovensko Bistrico. Tako da mogoče ne izključujem tega, da se kdaj ne bi celo vrnil. Dal si Slovenski Bistrici, Sloveniji pomemben pečat, vendar ostanema pri Slovenski Bistrici. Mi starejši se te nekako kot tistega mladega fantka spominjamo, kako si z smučmi drvel na avtobusno postajo, potem na avtobus in na trening v Maribor. Kakšni so to spomini? Ja, priznam, da ko gledam današnjo mladino, te spomine, bom rekel tako, da kar pogrešam eno tako voljo ali pa iskro v očeh pri današnji mladini oziroma ta mladih športnikih. Konec koncev si skoraj ne morem predstavljati, da bi zdaj videl enega 8-letnega otroka, ki bi si vzel smuči iz blokov, pa si bi dal na ramo in šel v mesto peš, pa na avtobus v Maribor. To sem jaz takrat delal in so bili lepi časi. Res, da je bilo manj prometa, mogoče manj nevarno, kot je danes, ampak vseeno, malo pogrešam tega ognja pri mladih športnikih. Takole bi te vprašal, če se mora sedaj odločiti, kateri je bil tisti uspeh v tvoji športni karieri kot tekmovalca pustil nad tebi največji pečat in največji dosežek? Dobro, tu sigurno ne morem mimo mojega drugega mesta v Vesonaju, to je absolutno, ampak se mi zdi,
da mi skoraj toliko pomeni kot to drugo mesto, tudi 5. mesto na svetovnem prvenstvu v Southamptonu leta 2001. To pa zaradi tega, ker sem se vrnil po res veliki poškodbi in mogoče marsikdo ni verjel, da se bom kdaj vrnil v svetovni vrh in to mi daje tak dodatno težo temu dosežku. Se spomniš sprejema tukaj pred hotelom v Slovenski Bistrici prav za tole 5. mesto v Southamptonu? Pa seveda se ga, mislim, da tega ne bi noben pozabil. Konec koncev je bila tako rekoč cela Bistrica v mestu. Pričakali so me, vsi veseli, jaz sem bil vesel, v bistvu sem rabil par dni, da sem vse skupaj sprocesiral in to bo zmerom nekje ozadaj v moji glavi. Kako sedaj po tako uspešni športni karieri gledaš tisto zakulisje tega smučanja, sedaj si v reprezentanci, torej si za stike z mediji in kako gledaš nastope dejansko tekmovalcev? Ja, kot sem že prej povedal, sem vesel, da sem del tega, da sem lahko zraven mlajših tekmovalcev. Šport se je kar drastično spremenil, ampak tista borbenost, želja ostaja ista. Predvsem pa to, da je tudi meni zelo hudo, ko vidim tekmovalca, ko mu ne gre. In mu tudi takrat ne veš, kaj bi mu povedal, zaradi tega, ker vem, kako sem se jaz počutil, ko mi ni šlo, ker mi nobena beseda ni zalegla, pač sem rabil čas za sebe, da sem sam sprocesiral, pa da sem čez par dni prišel k sebi in to je najtežje gledati. Sigurno je pa fajn videti te kraje, kjer sem prej tekmoval, še z drugega zornega kota, z druge strani in moram reči, da mi je zelo luštno videti, kak Kitzbühel za kulisje, pa kje se tudi smukači mečejo na glavo, kar prej, ko sem bil tekmovalec, tehnični disciplin nisem videl. Kaj pa meniš o uspehih bistričnih športnikov, razgibana plejada športov v Slovenski Bistrici? Slovenska Bistrica je prepoznavna tudi z olimpijci, tudi s tabo kot olimpijcem. Torej, kaj dodati temu današnji prireditvi športnikov leta? Jaz lahko rečem samo to, da sem ponosen, da sem Bistričan. Bistričani smo že od nekdaj bili visoko v veliko število športih in mislim, da se to nadaljuje. Današnja prireditev to potrjuje in verjamem, da bomo še imeli veliko olimpijcev, pa verjamem tudi, da še kakšno olimpijsko kolajno.